Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Stražišče je leta 1954 dobilo prvo zdravstveno postajo, skoraj četrt stoletja je delovala v blokih na Šempetrski ulici. Leta 1979 so nedaleč stran zgradili povsem novo zdravstveno postajo, katere prostori so bili po skoraj 40 letih že precej dotrajani. Mi smo zelo veseli, ta projekt smo nekako odlagali že nekaj let, vendar je bila stavba popolnoma zastarela, energetsko zelo potratna, tako da smo bili primorani obnoviti te prostore. Ko smo jih začeli obnavljati oziroma ko smo se začeli pogovarjati o obnovi, pa smo ugotovili, da bi vseeno lahko spravili še dve ambulanti splošni, savski, v ta predel in bi postal ta objekt prav en tak zdravstveni center na področju Stražišča. V prenovljenih prostorih zdravstvene postaje v Stražišču bodo delovale 4 splošne in 2 referenčni ambulanti, 2 zobni ordinaciji in program fizioterapije. Celotne stroške temeljite prenove, vključno z energetsko sanacijo, je pokril Zdravstveni dom Kranj. Investicija je bila 605.000 evrov, ni presegla finančnih okvirov, ki smo si jih zastavili, tako da smo zelo zadovoljni, da nam je pač to uspelo, kajti vsi vemo, da je v današnjem času zelo težko to realizirati. Mogoče gre res zahvala vsem, ki so bili vpleteni, od projektantov do delavcev, do nadzora, do mojih ožjih sodelavcev, tako da se tudi na tem mestu še enkrat vsem zahvaljujem. V preteklih dneh so že opravili tehnološki prevzem, v teh dneh pa bo sledila še končna preselitev ambulant začasnih lokacij. Predsednik krajevne skupnosti Jure Šprajc meni, da je prenovljena postaja pomembna pridobitev za Stražišče in okoliške kraje. Ne samo za krajevno skupnost Stražišče, temveč tudi za vse okoliške krajevne skupnosti. Vemo, da na tem bregu Save je to v bistvu edini zdravstveni dom, torej govorim nekih 9 krajevnih skupnosti. Poleg tega ne gre samo za prenovo, gre tudi za to, da smo prišli do neko energetske prenove, kar pomeni, da je tudi za okolje manj izpustov, da smo osveščeni, da gledamo na okolje, v katerem živimo. V krajevni skupnosti z dolgo gospodarsko in obrtno tradicijo živi 4700 prebivalcev, ki so zadnja leta vse bolj povezani. V mojem mandatu je bil predvsem, ko smo prišli in nastopili pred 3 leti, ravno naš cilj, da povežemo vse krajane. Torej vse, in podjetnike, šole, vrtce in tako naprej. Moram reči, da zaenkrat nam zelo dobro kaže. To se kaže tudi recimo v problematiki Laze, kjer za civilno iniciativo zelo dobro sodelujemo in hkrati z njimi skupaj hodimo naproti mestni občini Kranj, ki pa je tudi že videla, da bo potrebno tam marsikakšno stvar spremeniti, tako da lahko rečem, da sodelujemo več kot odlično z vsemi prisotnimi.